Kulturnice. Ljubljano in številna partnerska mesta po Sloveniji in v zamejstvu vsako leto oživi osrednji vseslovenski knjižni festival Slovenski dnevi knjige, ki v središče postavlja slovensko književnost kot prostor refleksije, domišljije in družbenega dialoga. Slovenski dnevi knjige, ki povezujejo literarne navdušence vseh generacij, avtorje, založnike in kulturne ustanove, potekajo pod pokroviteljstvom Društva slovenskih pisateljev. Predsednik Mari Čuk. Letošnji Slovenski dnevi knjige se umeščajo v širši projekt Društva slovenskih pisateljev, ki je v povezovanju. Ta beseda, ta samostalnik je malce na senčni strani našega sveta in našega razmišljanja, zato se mi zdi spet pomembno, da tudi Slovenski dnevi knjige prispevajo k odprtju našega miselnega prostora, predvsem pa srčnega utripa. Kaže, da je naš svet postal zverinski, mi ga skušamo tudi z vsebinami na tem festivalu počlovečiti. Naslovna tema letošnjega 31. festivala Slovenski dnevi knjige je Besede za prihodnost. Osrednje dogajanje v Ljubljani se bo začelo 23. aprila na Svetovni dan knjige in avtorskih pravic, na novem prizorišču z novo festivalsko zgodbo in številnimi novostmi. Vodja festivalske pisarne Glorjana Veber. Prvo kot prvo se festival seli na drugo lokacijo, bliže mestnemu vrvežu, bliže ljudem, bliže vsakdanjemu življenju in sicer v Križanke. Vsebinski del festivala, glavni program se bo odvijal v Viteški dvorani, medtem ko pa sejemski del pa na Peklenskem dvorišču. Druga novost je tudi časovna. Vsako leto je bil ponavadi ta festival junija, letos se odvija 23., 24. in 25. aprila. S tem, da zadnji dan, 25. april je, pa bo potekal literarni avtobus. Celoten program se odvija nekje od 3. oziroma 4. ure do 9. ure zvečer. Veseli smo, da letos sodeluje kar 10 razstavljavcev več kot lani, to je 32 in tudi 4 partnerska mesta več. Besede za prihodnost tematsko povezujejo različne sklope letošnjega festivala. Ja, povezujejo misel v dialogu. V okviru tega se bojo odvijale okrogle mize, pogled v zgodovino, razprave, pogovor s tujim avtorjem in pa še bolj tematski del z naslovom V žarišču. Potem drugi sklop je Beseda ob toku, to je ta sejemski del, in pa tretji del, to je pa Ritem po besedi, ki pa nekako združuje glasbo in pa DJ program. Program, v katerem bo sodelovalo 16 avtoric in avtorjev ter 8 moderatork in moderatorjev, se dotika tako literarne dediščine kot sodobnih vprašanj. V njem bosta tudi poklona velikanoma slovenske besede, vizionarskemu pesniku Krasa in pisateljici, ki je kot ena prvih avtoric pri nas govorila o ženskah, vodja festivala Miha Mavrič. Glede na to, da vemo, da je leto tako Srečka Kosovela kot leto Zofke Kveder, zato se nam je zdelo primerno, da se obema velikima literarnima ustvarjalcema iz naše literarne zgodovine, ki sta oba še zmeraj izjemno aktualna zaradi svojih besedil, da se obema njima nekako tudi posvetimo v okviru tega festivala. Tako da bomo organizirali v četrtek 23. ob 16:20 dogodek od Zofke Kveder do danes, kjer bodo vrhunski strokovnjaki in ljudje, ki študirajo njeno življenje in delo, osvetlili predvsem aktualnost njenih tem in njen odmev v sodobnem literarnem prostoru. Kar se tiče Srečka Kosovela, bo pa v petek ob 18:15 pogovor o tem, zakaj poezija Srečka Kosovela ostaja aktualna in prodorna ter kako njegove vizionarske ideje še vedno rezonirajo v sodobnem času. Spomnili se bodo tudi letos preminulega pesnika Miroslava Košute. Poklonili se bomo tudi Miroslavu Košuti, ko bomo v okviru Društva slovenskih pisateljev v založniškem programu izdali besedila njegovih popev z naslovom Tam, kjer sem doma. To bo posthumna knjiga, do katere je ravno avtoriziral dobesedno tik nekaj dni pred smrtjo, tako da sem vesel, da se bomo tudi njemu lahko poklonili in predstavili posthumno knjigo njegovih izbranih besedil. Poleg zbirke besedil za popevke Miroslava Košute bo Društvo slovenskih pisateljev predstavilo še 2 novi izdaji, pove Glorjana Veber.
Izšel bo prevod romana Dušana Merca, Pedagoški triptih, ki ga je prevedla v nemščino Metka Vakovnik. Poleg tega pa ravno v tem času iz tiskarne pričakujemo tudi za vzorec besede, ki je knjižna izdaja, ki letos prihaja med nas drugič. Namreč gre za predstavitev 8 vzorčnih prevodov 8 avtorjev in avtoric v slovenskem in pa angleškem jeziku. V Ljubljano na povabilo Društva slovenskih pisateljev prihaja tudi eden izmed mednarodno uveljavljenih avtorjev, pisatelj, dramatik in intelektualec. Drži, zelo sem vesel, da bo nas obiskal Igor Štiks, slovenskim bralcem precej poznan avtor, ki ima tudi več knjig prevedenih v slovenščino. Kar je pomembno je to, da ni samo velik romanopisec, ampak je tudi velik intelektualec, je filozof, je premišljevalec časa, ki mislim, da je še posebej glede na razmere v svetu, ki so zelo, zelo kompleksne in zelo težke, da bo tu lahko ponudil, bi rekel, nek zelo dragocen pogled na tudi situacijo v svetu, ne samo znotraj literarnega prostora. Vpogled v prihodnost bo ponudila razprava o umetni inteligenci, njenem vplivu in spreminjanju literarnega sveta. Razprava bo potekala o umetni inteligenci v kontekstu založništva. Kako se založniki slovenskih sodelovali, bosta predstavnik Cankarjeve založbe in založbe San, o tem, kako se založniki soočajo z vedno večjim vplivom umetne inteligence in kako v bistvu založništvo sploh bodoče preživi znotraj digitalne transformacije in kako se sooča z etičnimi vprašanji, ki so s tem povezani in seveda z vprašanjem avtorskih pravic. Glede na to, da praznujemo ravno ob 23. tudi Svetovni dan avtorskih pravic, se nam zdi to še posebej nekako fino umestiti v ta čas. Umetna inteligenca, kot vemo, se zelo razvija, predstavlja na nek način pomoč, na drugi strani pa veliko grožnjo, tako da se nam zdi prav, da v tem trenutku osvetlimo tudi to zelo aktualno in vedno bolj aktualno vprašanje. Med aktualnimi temami sta tudi pomen vzgoje in jezika ter vprašanje razmerja med kulturo in politiko. Ja, zaključen dogodek v Križankah bo torej v petek 24. ob 20. bo razprava o tem, kako politični diskurs vpliva na kulturo ali obratno. Razprava bo torej osvetlila, kako jezik soustvarja družbo in kulturo ter razmisli o medsebojnem vplivu političnega in kulturnega dialoga. To se nam je zdelo, da je v času, kjer smo spremljali izjemno brutalno predvolilno kampanjo, kjer vidimo, da je nivo dialoga torej pada in pada in pada, se nam zdi pomembno izpostaviti tudi to, kako se politični diskurs, kako vpliva na druge sfere družbenega življenja in v tem konkretnem primeru na kulturni prostor. Poleg osrednjega prizorišča v Ljubljani, Slovenski dnevi knjige v različnih terminih med aprilom in junijem potekajo v različnih partnerskih mestih po Sloveniji in tudi v zamejstvu, vodja festivalov Miha Mavrič. Partnerska mesta so zelo dragocen del Slovenskih dnevov knjige. Letos me veseli, da smo uspeli pridobiti 19 partnerskih mest, od večjih mest do tudi manjših, veliko je tudi novih. Kar se tiče zamejskih mest, je zaenkrat letos to Trst. Si pa v prihodnje želimo in se bomo potrudili, da naslednje leto zagotovimo tudi partnerska mesta iz drugih zamejskih okolij, torej drugih sosednjih držav. Celoten program, ki ga izvajajo posamezna mesta, je na voljo na spletni strani www.dneveknjige.si. Program je zelo raznolik, marsikdo izmed njih se tudi posveča, recimo Kosovelu in Zofki Kveder v teh časih, tudi kakšen drug dogodek je vezan na umetno inteligenco, sicer so pa ponavadi v ospredje stopajo v posameznih okoljih lokalni avtorji, lokalni literarni ustvarjalci, lokalni založniki, tako da je ta program nekako bolj regionalno usmerjen kot naš, ki je nekako srednji in vseobsegajoč v tem smislu.